Danes v Pomurskem dnevniku. Čez 12 let samo še z električnimi avtomobili. Prvo izplačilo iz sklada do konca marca. Nesreča na pomurski avtocesti. Kje v Pomurju so najboljši krofi? Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Evropski parlament je včeraj potrdil prepoved prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z benzinskim in dizelskim motorjem od leta 2035, s čimer je odpravljena še zadnja ovira v zakonodajnem postopku. Uredba, ki so jo evropski poslanci včeraj potrdili s 340 glasovi za in 279 proti, med drugim vključuje tudi metodologijo za ocenjevanje in poročanje o izpustih ogljikovega dioksida v celotnem življenjskem ciklu avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, ki se prodajajo na trgu Evropske unije. Najpozneje do leta 2025 jo bo pripravila komisija, po potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi, so zapisali na spletnih straneh parlamenta. Do decembra leta 2026 bo komisija sprejemala tudi vrzel med mejnimi vrednostmi izpustov ter podatki o dejanski porabi goriva in energije, poročala o metodologiji za prilagajanje specifičnih izpustov ogljikovega dioksida ter predlagala primerne nadaljnje ukrepe. Menimo, da nekatere rešitve niso dovolj premišljene in lahko naredijo veliko škodo evropskemu gospodarstvu in tudi nam potrošnikom. Evropski parlament je v okviru svežnja pripravljeni na 55 potrdil nove cilje zmanjšanja izpustov CO2 za nova osebna vozila in lahka gospodarska vozila. Najbolj buri duhove popolna prepoved proizvodnje motorjev na notranje izgorevanje do leta 2035. V Evropski ljudski stranki smo prepričani, da bi morali v omejenem obsegu tudi tej tehnologiji dati možnost, da se razvija in najde čistejše rešitve za motorje in tudi za goriva zanje. Uredba prav tako predvideva možnost izjem za manjše proizvajalce, a le v prehodnem obdobju do leta 2035. Kriterij je največ 10 000 avtomobilov ali največ 22 000 lahkih gospodarskih vozil v koledarskem letu. Proizvajalci, ki na leto proizvedajo manj kot 1000 novih vozil, bodo iz uredbe izvzeti. Evropska komisija bo do konca leta 2025 vsaki 2 leti objavila tudi poročilo o napredku v smeri cestne mobilnosti brez škodljivih izpustov. Yes, the running costs of electric vehicles are already lower than of combustion engine cars, and within years also buying an electric vehicle will be cheaper than buying a combustion engine car, and then you will help consumers make that choice much easier. Cilji za avtomobilsko industrijo bodo po poslanskih besedah tako jasnejši, spodbudili pa bodo tudi inovacije in naložbe za proizvajalce avtomobilov. Evropska komisija je ukrep predlagala junija 2021 v okviru svežinja pripravljeni na 55. Kot glavni razlog so v komisiji navedli zmanjšanje izpustov škodljivih plinov. Uredbo mora zdaj potrditi še Svet Evropske unije, nato bo objavljena v uradnem listu Evropske unije. Slovenija lahko prvo izplačilo iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost pričakuje do konca marca, je pred današnjim zasedanjem finančnih ministrov Evropske unije povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Priznal je, da Slovenija ima kar veliko izzivov pri črpanju sredstev iz tega sklada. Slovenija je prvi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev iz sklada za okrevanje, na podlagi katerega naj bi črpala okoli 50 milijonov evrov, v Bruselj poslala oktobra. Po prvotnih načrtih naj bi sredstva prejela že januarja, a ni izpolnila vseh pogojev, ki so bili potrebni za to. Kot je danes v prihodu na zasedanje finančnih ministrov Evropske unije za STA pojasnil Boštjančič, gre bolj za tehnične težave. Prvo nakazilo, seveda, če ne upoštevamo tistega, kar je bilo predplačila, bo dejansko v zelo kratkem izvedeno. To, kar je bilo, smatramo mi bolj kot tehnične težave, nikakor pa seveda ne zanikamo, da imamo seveda vendarle kar veliko izzivov vezane na črpanje sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Tako da določene reforme, ki so se takrat, ko se je ta načrt pripravljal v Sloveniji, vehementno napovedovali in da jih bomo z levo roko izpeljali. Seveda v praksi je to veliko teže in to nas
danes tepe. Druga težava pa je po ministrovih besedah v tem, da gre za zelo veliko majhnih projektov in majhnih mejnikov, treba pa je izpolniti vse. Nič več nam ne izkoristi, da jamramo, zakaj smo takrat cilje postavili tako, kot smo jih. Prostane nam drugega, kot da na tem intenzivno delamo in to tudi zadnje 2-3 mesece zelo intenzivno delamo, tudi na vladi. Enkrat na mesec imamo to točko in verjemite, debata je zelo pestra. Izrazil je prepričanje, da bo Slovenija prvo izplačilo prejela v kratkem, skorajda zagotovo do konca meseca marca. Sloveniji iz 672,5 milijarde evrov vrednega Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je del širšega 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje po koronski krizi, pripadla 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev in do 3,2 milijarde evrov posojil. Slovenija se je za zdaj odločila, da ob nepovratnih sredstvih predvidi porabo 705 milijonov evrov povratnih sredstev. Doslej je prejela zgolj predplačilo v višini 231 milijonov evrov. Danes je v jutranjih urah prišlo do hude prometne nesreče, zaradi posledic so cesto tudi zaprli. Poglejmo si, kaj se je dogajalo. Policisti so danes ob 6:23 uri bili obveščeni o prometni nesreči, katera se je zgodila na pomurski avtoceste iz smeri Gravonoša v smeri Murske Sobote. Z ogledom smo ugotovili, da je do nesreče prišlo, ker je voznik kombiniranega vozila z prednjim delom trčil v zadnji del tovornega vozila, katero je vozil pred njim. V nadalje oziroma pri pregledu in po zbranih vseh obvestilih smo ugotovili, da je voznik tovornega vozila že na razdalji 36 km vozil z zmanjšano hitrostjo in prižganimi vsemi 4 utripalkami, kar je po vsej verjetnosti imelo vzrok, da je prišlo med vozili do trka. Ogleda sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in pa dežurna tožilka in policisti bodo zoper voznika tovornega vozila podali kazensko ovadbo. Policisti so na pomurski avtocesti od leta 2009, ko je bila pomurska avtocesta odprta, pa vse do včeraj obravnavali 667 prometnih nesreč. V teh 667 prometnih nesrečah je 11 oseb izgubilo življenje, 20 pa jih je bilo hudo telesno poškodovanih. Kljub temu, da vsi govorimo, da je avtocesta nekoliko višja stopnja ali pa da zagotavlja višjo stopnjo prometne varnosti, pa vseeno ugotavljamo, da vsi ti gabariti ali pa vsi ti deli avtoceste in pa predvsem ta pomurska avtocesta, na kateri manjka odstavni pas, velikokrat vplivajo na nastanek neke prometne nesreče. Pust je vse bližje. Vse bolj pa diši tudi po slastnih krofih, ki se jim niti kuranti ne odpovejo. A kje v Pomurju so najboljši? Poglejmo si, kako lahko glasujete. Skorajda ni pekarne ali trgovine, iz katere te dni ne bi dišalo po slastnih krofih. Običajno radi posegamo po tistih z marelično marmelado, a priljubljeni so tudi čokoladni in vanilijevi. Ni je šeme, ki ne bi imela svojega najljubšega. A šeme so se znašle pred zagato. Iz vsake mestne pekarne omamno diši. A kje so krofi res najboljši? Zato na spletnem mediju Sobota Info iščemo najkrof po izboru bralcev. Pomagajte nam izbrati krof, ki je še posebej slasten. Glas lahko date za lokal, restavracijo ali pekarno, kjer je po vašem mnenju najboljši krof. Glas lahko date za lokal, restavracijo ali pekarno, kjer po vašem mnenju pripravljajo najboljše krofe. Veljavni so samo glasovi, ki jih oddate preko obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani Sobota Info. Za najkrof lahko glasujete vse do nedelje 19. februarja do polnoči. Glasove bomo skrbno prešteli in razglasili tistega, ki ste ga izbrali za najboljšega. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli jasen dan s 4 stopinjami Celzija. V Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Lendavi smo opoldne namerili 4 stopinje Celzija, v Radencih pa stopinjo manj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo rahlo pooblačilo, ponekod v zahodnji in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na jugovzhodu do 16 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli -2, dnevne pa od 9 do 13 stopinj Celzija. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Še naprej bo za ta čas razmeroma toplo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 3, čez dan od 9 do 14 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in lep pozdrav do jutri.